Danes je zame in za celotno ekipo prav poseben dan. Po skorajda enoletnem izjemno intenzivnem delu nam je uspelo pripraviti končni predlog programa Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Zelo sem vesel, da imamo na mizi 412 projektov, ki se umeščajo v 4 temeljne programske sklope, pa tudi v druge 3 programske entitete. Seveda, pred nami je zelo živahno dogajanje, številni dogodki, procesi, številne zgodbe nas čakajo v drugem letu. Predvsem sem vesel, da nam je kljub številnim omejitvam in težavam, pri čemer mislim predvsem na finančne in lokacijske, uspelo pripraviti res ambiciozen in zanimiv program. Po eni strani smo vse skozi držali visokih kvalitativnih standardov in s tem izrazili jasno kvalitativno ambicijo. Po drugi strani pa bomo skušali seči v širino. Skušali bomo nagovoriti dejansko vse prebivalke in prebivalce z kreativnostjo kot neko resno novo priložnostjo za izhod iz te obče družbene in finančne krize. Seveda je program tisto bistvo Evropske prestolnice kulture. V zadnjih dneh je sicer odmevala tudi afera ali pa neke vrste provokacija z vabilom kontroverzni Golinari Karimovi. Lahko rečem, da seveda takšno gesto razumem predvsem kot medijsko provokacijo, katere namen je prebuditi ljudi in zbuditi njihovo razmišljanje o tem, s kom dejansko država Slovenija in celotna Evropa sodeluje. Nenazadnje, oče znamenite Golinare je bil z vsemi častmi nekaj let nazaj sprejet v Sloveniji kot državnik in pomemben človek. Prav tako imamo številne primere, ko sodelujemo z ljudmi, ki jih potem že čez eno leto ali pol leta razglasimo za diktatorje in jih ne želimo več videti kot svoje zaveznike. Ob tem pa seveda pozabljamo, da smo vse skozi zapredeni v neko mediokritetnost in da bi morali seveda jasneje ločiti in določiti standarde, s kom sodelujemo. Nenazadnje, EPK ni zgolj škandal, ta šala ali provokacija jasno apelira tudi na neko ironijo do tega stereotipa v slovenski družbi. In prav današnji dan, ko bomo lahko videli številne zelo konkretne programe, zelo konkretne načrte, govori o tem, da je Evropska prestolnica kulture zelo resna priložnost za vse nas.